Spoštovani, na prizorišče današnje slovesnosti prihaja poveljnik sil, brigadir Boštjan Močnik. Na prizorišče današnje slovesnosti prihaja poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gavbe. Poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gavbe, pripadnice in pripadniki 15. brigade so postrojeni in pripravljeni za vaš pregled ter izvedbo slovesnosti. Poroča podpolkovnik Stanislav Staviša. Pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Za koga? Za Slovenijo! Mirno! Glasni pozdrav! Spoštovane pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, dobrodošli na današnji slovesnosti ob počastitvi dneva naše enote 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Ob tej priložnosti k besedi vabim poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnika Janeza Gavbeta. Spoštovana podžupana občin Brežice, gospod Bogdan Baločnik in občine Krško, gospod Janez Jože Olovec, spoštovani poveljnik sil, brigadir Boštjan Močnik, spoštovani obiskovalci dneva odprtih vrat, spoštovane pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, cenjeni gostje, prijatelji. Dobrodošli in lepo pozdravljeni na slovesnosti ob dnevu 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe in na dnevu odprtih vrat vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Ta dan ni zgolj priložnost za praznovanje, temveč tudi za refleksijo in priznanje našega truda, predanosti ter dosežkov, ki smo jih dosegli skupaj v 32 letih, ko je bila na današnji dan 9. junija 1992 na Ministrstvu za obrambo podpisana in odobrena formacija za ustanovitev takratne 15. brigade vojaškega letalstva. Vojaško letalstvo in zračna obramba je v teh 30 letih doživela več preobrazb in preimenovanj, kar je odraz naše zavezanosti stalnemu izboljševanju in prilagajanju, da bi še bolje izpolnili naše naloge in odgovornosti v spremenjujočem se okolju.
Vojaško letalstvo in zračna obramba Slovenske vojske že od prvih osamosvojitvenih dni igra ključno vlogo pri zagotavljanju nacionalne varnosti in obrambe naše države. Vsak pripadnik in pripadnica naše brigade, ne glede na svojo vlogo, prispeva k skupnemu cilju, zaščiti našega neba, naše domovine in naših ljudi. Vaša usposobljenost, profesionalnost in pripravljenost so temelj našega uspeha. V preteklem obdobju smo se soočili z mnogimi izzivi, vendar smo jih z vašo vztrajnostjo in požrtvovalnostjo uspešno premagali. Letalske operacije, vojaške vaje doma in v tujini, ki smo jih izvedli, so dokaz naše zmožnosti hitrega odzivanja in učinkovitega delovanja v najtežjih pogojih. Vaše delo je bistvenega pomena, ne le za obrambo, temveč tudi za pomoč in podporo civilnemu prebivalstvu v času naravnih nesreč in drugih kriz. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsakemu izmed vas za vašo predanost in trud. Brez vaše vztrajnosti in zvestobe ne bi mogli doseči tega, kar smo danes. Posebna zahvala gre tudi vašim družinam in prijateljem, ki nas podpirajo in nam stojijo ob strani. Vaša podpora je neprecenljiva in brez vas ne bi mogli upravljati našega dela z enako vnemo in predanostjo. Hvala vam, ker razumete pomembnost našega poslanstva. Naj bo današnji dan priložnost za krepitev našega kolektivnega duha, za izmenjavo izkušenj in za postavljanje novih ciljev. Skupaj smo močnejši in skupaj bomo še naprej gradili svetlo prihodnost našega vojaškega letalstva in zračne obrambe. Da je temu tako, lahko v naših vrstah vidimo nove sodelavce in sodelavke, ter na letaliških ploščadih na ogled javnosti postavljeno novo letališko opremo ter letalo Spartan. Priložnost, kot je današnja, pa so namenjeni tudi podelitvi priznanj in medalj posameznikom za izjemne dosežke in vztrajnost, ki so jo pokazali na svoji poti. Vaš uspeh je rezultat predanosti, trdega dela in odrekanja. S svojim zgledom kažete, da je mogoče doseči vse, če verjamemo vase in ne odnehamo, ko je najtežje. Še enkrat hvala in čestitke prejemnikom priznanj in medalj. Spoštovani, sedaj mi dovolite spregovoriti še nekaj besed o dnevu odprtih vrat vojašnice Jerneja Molana in letališča Cerkve v Krki. Pripadniki Slovenske vojske smo 15. maja praznovali 33 let od dneva, ko so slovenski naborniki v vojaški rok začeli prvič služiti izključno v Sloveniji. To je dan Slovenske vojske, dan ohranjanja vrednot slovenske vojaške zgodovine, še posebno pa vrednot osamosvojitvenih prizadevanj naše domovine. V počastitev našega praznika že tradicionalno vsako leto potekajo dnevi odprtih vrat vojašnic, kjer obiskovalcem predstavimo svoje delo in opremo. Tako je danes za vas svoja vrata odprla največja vojašnica Slovenske vojske, vojašnica Jerneja Molana, katere del je tudi letališče Cerkve v Krki. Ta poseben dan nam omogoča, da z vami delimo delček sveta, v katerem delujemo, in vam pokažemo, kaj vse prispeva k obrambi naše domovine iz zraka. Naše letališče je mnogo več kot le vzletno postajna steza. Je kraj, kjer se srečuje znanje, usposobljenost in predanost vseh, ki sodelujejo pri letalskih operacijah in vzdrževanju naše flote. Danes imate priložnost, da iz prve roke spoznate našo opremo, tehnologijo in predvsem ljudi, ki stojijo za vsemi našimi uspehi. Medtem, ko se boste ogledovali letala in opremo ter se srečevali z našimi piloti, tehničnim osebjem in drugimi pripadniki, boste lahko videli, kako deluje naša organizacija in kakšne naloge opravljamo vsak dan. Ponosni smo na naše pripadnike in na vse, ki delajo z nami. Se njihovo delo ni le tehnično zahtevno, ampak zahteva tudi izjemno mero poguma, zanesljivosti in timskega dela. V 15. brigadi vojaškega letalstva in zračne obrambe nenehno stremimo k pridobitvam novih tehnologij in skrbimo za izobraževanje naših pripadnikov. S prihodom novih tehnologij pa se je povečalo tudi število novih zaposlitev. Vsi, ki se želite delovno okolje, kjer lahko rastete, se razvijete in izpopolnjujete svoje talente, ste na pravem mestu. Pridružite se nam pri ustvarjanju naše in vaše prihodnosti. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, vaša prisotnost je za nas velik motiv in priznanje za vse, kar počnemo. Želimo vam prijetno druženje z nami
ter da preživite lep dan v vojašnici Jerneja Molana v Cerkvi pod Krkom. Dobrodošli v naši in vaši vojašnici. Hvala vam, poveljnik. Sedaj bo prebran ukaz o podelitvi priznanj 15. polka vojaškega letalstva ob preoblikovanju v 15. polka vojaškega letalstva v 15. brigado vojaškega letalstva in zračne obrambe. Na podlagi ukaza o podelitvi priznanj 15. polka vojaškega letalstva številka 094-6/2024-200 z dne 9. junij 2024 prejmejo zlato medaljo 15. polka vojaškega letalstva prejmejo Gregor Hribar, Aleš Zajc, Benjamin Škrinjar, Samo Mali, Iztok Fifold, Matej Stavanja, Matjaž Bremec, Melita Pirc, Robi Resnik, Katja Hribar in Janez Krošelj. Poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gavbe. Poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnika Janeza Gavbeta, prosim, da podeli priznanja. Za prejem priznanj naj pristopijo Gregor Hribar, Aleš Zajc, Benjamin Škrinjar, Samo Mali, Iztok Fifold, Matej Stavanja, Matjaž Bremec, Melita Pirc, Robi Resnik, Katja Hribar in Janez Krošelj. Poveljnik? Ja. Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj. S pridobitvijo ustrezne licence letalskega osebja v letu 2024 smo pridobili nove tehnike letalce. Prebrana bosta ukaza o podelitvi letalskih kril tehnika letalca Slovenske vojske. Na podlagi ukaza o podelitvi letalskih kril tehnika letalca Slovenske vojske številka 603/2024-253 z dne 5. junij 2024 letalska krila tehnika letalca Slovenske vojske prejmejo Primož Trobec, Tadej Mohorko, Niko Šentak in Erik Žerjav. Polkovnik Janez Gavbe, poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe.
Na podlagi ukaza o podelitvi letalskih kril tehnika letalca Slovenske vojske številka 603 do 45 skozi 2024 do 3 z dne 12. januar 2024 letalska krila tehnika letalca Slovenske vojske prejme Marko Fridl, polkovnik Janez Gaube, poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Iz postroja naj pristopijo prejemniki letalskih kril tehnika letalca Slovenske vojske, Primož Štrovec, Tadej Mohorko, Niko Šentak, Erik Žerjav in Marko Fridl. Iskrene čestitke tehnikom letalcem. Spoštovani, sledi himna Slovenske vojske. Mirno! Vasti, zdrav! Spoštovani, s tem je današnja slovesnost zaključena. Iskrene čestitke ob dnevu enote in srečno. Prosto!